Vsako leto spomladi mi novinarji pripravljamo zgodbe o tem, kako zelo nujno se je pripraviti na novo motoristično sezono. Da je treba počasi začeti, da je asfalt še hladen, mi pa vsi leseni. Ampak roko na srce, pogosto gredo vse te naše besede skozi eno uho notri in skozi drugo takoj ven. Ampak res bi bilo dobro, če bi nekaj tega vendarle ostalo v naših trdih bučah. Ker žal to dokazujejo tudi podatki. Marca, v prvi tisti vikendi, ki so sončni, pridejo ven motoristi, ki so zelo strastni in že komaj čakajo, da se bojo zapeljali. Porast med marcem in aprilom je tudi kar dosti visok v škodni pogostnosti, kar lahko razlagamo tudi s tem, da so pač ceste še hladne, lahko so še kakšni kamenčki na cestah, niso še spucane, oziroma tudi sami motoristi najbrž tudi še niso že v polnem pogonu fizično sposobni. Ampak en je tisti indikator, ki pravi, da moramo motoristi te objektivne razmere bolj vzeti v zakup. Večinoma te škode, ki so telesne, se pravi, je bila že neka višja hitrost prisotna, zato da se je ta motorist poškodoval. To se je pokazalo že v teh prvih mesecih? Že v prvih mesecih, ja. Aha, da je bila previsoka hitrost, se pravi v bistvu precenjenje teh... Na nek način tudi precenjenje svojih sposobnosti, ja. In mislim, mi kot zavarovalnica vedno spodbujamo k varnosti, ker ne samo za nas boljš, to je za vse boljš. Mislim, da vsi smo najrajši zdravi. Ker je za vse dobro, da ostanemo zdravi, pri zavarovalnici Triglav že 10 let vsako pomlad spodbujajo motoriste na praktičen način. Z dnevom treninga na poligonu na Vranskem že več kot 2000 slovenskih motoristov je šlo skozi Triglavov osvežitveni trening v zadnjem desetletju. Od letos naprej pa bodo ta svoj dan podarili samo še svojim zavarovancem. Ampak, pripravo na novo motoristično sezono je treba začeti še preden se sploh podamo na cesto. Spet, da je treba sezono začeti z osmico, to motoristi radi kar preslišimo, ampak res, dajmo letos narediti tiste osnove. Prišla je pomlad, še vedno je malce hladno, ampak kako začeti? Začeti že s tem, da bomo tale naš motor, kjer smo ga pač parkirali jeseni, morali tudi iz tega raženja streška, kjerkoli je, tudi potisniti ven do ceste, oziroma da se lahko odpeljemo. In osnova vsega je, da tukaj dobimo spet te občutke, da takoj damo prste na obe ročici, da ko motor dvignemo in pospravimo to letačko našo stransko stojalo, da nas ne prevaga na drugo stran in se ga takoj naslonimo na bok. Obenem, ko ga potiskamo počasi naprej, lahko poskusimo, če zavora deluje, smo že naredili nek varnostni pregled. Če pa slučajno kdaj ostanemo brez bencina, ni nujno, da je kaj hudega, pa moramo motor potiskati do prvega primernega mesta, bomo šli preko motorja, pustili tačko stransko stojalo odprto in potem moramo motorno kolo potiskati ob desnem robu cestišča v smeri vožnje. Ves čas tega potiskanja pustimo tačko odprto. Zakaj? Da nimamo potem problemov spet ga postaviti oziroma iti okoli njega in v tem položaju potem ob desnem robu cestišča potiskamo motor do prvega primernega mesta. Poglejmo še eno vajo z ugasnjenim motorjem. Vajo fizike. Ko enkrat motor naš težek 150, 200, 250 kg imamo v centru težišča, na vagi bi rekli, pol ne bo nič problematičnega. In lahko tako tudi gremo ves čas lepo okoli motorja. Zakaj je ta občutek tako zelo pomemben? Ja, da vidimo, da tudi 200 kg teže ni tako problematično, če imamo to v tistem centru. In večkrat, ko bomo to poskusili, večkrat bo potem ta motor kar naenkrat lahek za nas. In ne bo problematičen. Samo z dvema prstama držim 200 kg oziroma tale ima nekaj manj, ni nek problem. Panika pa lahko nastane, če tega nismo vešči, če tega ne probamo, če se ne opremo recimo na bok, tudi na boku ga lahko zadržimo, ni vse v rokah, da ne trpi celo telo, ampak da si z svojo močjo telesa pomagamo vse to. Potem motor vžgemo. Če imamo na domačem dvorišču dovolj nekega asfalta, lahko poskusimo z prvo vajo, recimo mi govorimo polževa vožnja, koordinacija, sklopke, zavore, ravnotežja, pogleda, zelo dobra vaja. Seveda od začetka nas bo verjetno malce tudi kdaj zaneslo, pa bomo morali nogo dati na tla, ampak z vajo, s treningom bomo prišli od tega, da bomo zmožni tudi čim bolj počasi peljati naše motorno kolo. Da ne bo tistega cukanja, ne?
Točno, seveda, koordinacija, sklopke, zavore, plina in vsega tega, ker smo seveda čez zimo malce to izgubili, ta občutek. Čas je, da pospešimo in takoj spet ustavimo. Poskusimo v bistvu speljevati in ustaviti in vedno izmenjaje to delamo, ko se ustavljamo, enkrat z levo nogo, enkrat z desno nogo se naslonimo v bistvu. Zakaj? Pomembno je, da težišče prenesemo vedno na tisto nogo, sploh v kakšnem klancu, če se moramo nujno kje ustaviti, da ne bomo na napačno nogo se naslonili, ker po nas vsi ti kilogrami lahko prevržejo po klancu nas dol. Potem pa gremo malo zavijati, ne? Pa že malo se dotaknemo ovinkov tako in koliko nam prostor naš na tej neprovetni površini dopušča ali pa na domačem dvorišču, poskušamo tele ovinke oziroma takšne osmice si zamisliti in delati. Vedno seveda začnemo z velikimi, večjimi, pa vedno bolj poskušamo zožati tele radije osmic. Zakaj spet? Da treniramo pogled, da spet treniramo, vadimo občutek za plin, da smo konstantni na gasu, na plinu, da nas nič ne cuka ruka, kot mi po domače povemo, ker to je največji problem lahko v ovinkih. Pa sklopko treba spustiti, ne? Sploh je nisem omenil, ker za mene je vožnja skozi ovinek brez sklopke, ne? Tudi pri avtomobilu čisto enako. Je pa velik problem to, če nismo tega vešči. Ja. Dostikrat opažamo, sploh na tečajih, pri nas je tudi, da dosti ljudi, kar motoristov stisne sklopko pred ovinkom, se nekako bolj varno počutijo. Samo jaz temu govorim, to je rolanje skozi ovinek, to ni vožnja. In potem trening, da prijemo do tega, da je gas, seveda plin, konstanten skozi ovinek. Seveda, če smo mu pravilno dozirali pred ovinkom, lahko za motorista samo palec gor. Ko smo torej te vaje na domačem dvorišču izvedli, končno pride čas za tisto, kar smo celo zimo pogrešali, torej vožnjo. Ampak vožnjo v pravem pomenu besede, torej ne rolanje skozi ovinek. Te misli ne smemo preslišati. Glava, znanje in občutki morajo torej nujno pregnati strah. In v ovinku velja še eno, vsako leto izpostavljeno, ampak hkrati tudi vsako leto pozabljeno pravilo. Skozi ovinek moramo namreč po pravi liniji. Vedno je treba stremeti k temu, da smo za svojimi kolesi, gumami, torej na zunanji strani našega ovinka. Kot kaže Luka sedaj, je nepravilen položaj njegovih gum, njegovega telesa in celotnega položaja preblizu sredinske črte zelo, zelo nevarno. Torej, mi za svojimi gumami na notranji strani našega smernega vozišča nimamo kaj iskati. In dejansko v bistvu ne rabim vprašati, zakaj je to nevarno, ker je bilo povsem očitno. Ovinki so nasploh bistvo motociklizma. Veščine vožnje skozi ovinke je zato nujno treba osvojiti, če želimo razumeti, zakaj sploh gre. Saj prav po ovinkih prepoznamo pravega, izkušenega oziroma veščega motorista. Vidimo, recimo, ko gremo na pot z inštruktorjem, da je skupini ali pa tistim, ki niso vešči motorizma ali pa imajo premalo kilometrov, težko dohajati v okvirih omejitev skozi ovinke in takrat uživati. Ne? In to mi govorimo o tistem limitu, da ti lahko oceniš kot motorist, kolikšna je ta hitrost, da lahko skozi ovinek uživaš in si varen. In verjemite, da je zelo težko dohajati v omejitvah nekoga, ki zna, ki ima izkušnje, ko seveda cesta to dopušča. Meni se je prav to zadnje zgodilo, da me je sredi vasi v bistvu motorist prehitel, prišel čist do mene, potem pa nikakor v bistvu v nobenem ovinku pa ni mogel peljati normalno hitro. Sploh ne dinamično, je bil zelo počasen. In potem vsakeč, ko je prišla ravnina, je pa na polno pospešil. Tukaj mi vedno pride iz tiste knjige, ki jo je napisal Gustinčič, Magisterij vožnje motocikla, en lep stavek, ki ga vedno ostal mi je, memoriral sem ga. Motorist postaneš takrat, ko na ravnem voziš na varnostni razdalji v nobeno rdečo polje, ko pa pride ovinki, takrat pa si daš dinamično duška. No, duška si vseeno, dejmo šele potem, ko v red spravimo telo, ko osvojimo tiste osnove, ko damo skozi recimo trening na Vranskem, enega, dva ali več, pa predvsem treba je voziti z glavo in prepoznati, kdaj nas adrenalin sili v rdeče polje, kdaj je bolje desno ročico zavrteti naprej. Proces krotenja lastne glave pa nam je slikovito razložil tudi znani slovenski mislec Miha Šalehar. Vaš tokratni naslednji klik res toplo priporočamo.